Pozdravljeni! Zopet je čas za naš komentar novic, kjer si bomo skupaj ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v prejšnjih dneh. Tudi tokrat štirje različni sklopi in seveda obdelali bomo vse tiste tematike, ki potrebujejo krajši, bolj poglobljen komentar in seveda tiste novice, ki niso dobile dovolj pozornosti. Kolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v citiranih izvirnikih, imate seveda vse bližnjice v opisu. Da ne bomo kot običajno predolgi, je najbolje, da začnemo s prvim sklopom. Na spletni strani znane italijanske revije Autosprint ste lahko 10. maja zasledili zanimiv članek. V resnici gre bolj za neke vrste napovednik, kjer opisujejo, ko so pri italijanski nacionalni televiziji napravili poseben dokumentarec ob 40. obletnici smrti velikana Gilesa Villeneuva. Ta dokumentarni film, imenovan Letalec, so tudi predvajali na nacionalni italijanski televiziji v torek. Seveda na drugem kanalu, kajti na prvem je bilo tekmovanje za Eurovizijo in verjetno vsi izmed vas veste, kaj sem spremljal sam. 40. obletnica smrti te legende Formule 1 je bila zaznamovana v mnogih virih. A menim, da nikjer tako kot na italijanski televiziji. Videli smo lahko manjšo poplavo člankov, kjer so se avtorji dobesedno čudili, kako je Gilles Villeneuve postal taka legenda, čeprav je zmagal v resnici tako malo in podobne primerjave. A zapomniti se moramo nekaj. Legende Formule 1 imajo zgodbe in te se pripovedujejo. Ne naštevajo se neki goli fakti, neke gole številke, ki pravzaprav ne povedo nič. In konec koncev, fantastični dvoboj z Renéjem Arnoultom v Dijonu leta 1979 je bila samo ena izmed epizod, katere se moramo spominjati mi navdušenci. Mnogi so jo opisovali, ampak v samem filmu, ki ga je producirala italijanska televizija, smo lahko slišali prav Renéja Arnoulta, ki je iz svojega zornega kota pripovedoval tisti majhen, ampak izjemno pomemben delček zgodovine Formule 1. Kdaj pa kdaj, ni dovolj pogledati ponovitve posnetka oziroma klikniti na bližnjico, ki jo kdo opiše. Treba je narediti korak več in tokrat je uspelo ustvarjalcem te enkratne dokumentarne oddaje. Upam, da bo prevedena v več jezikov in da jo boste imeli možnost videti tudi vi. V drugem sklopu bomo pa zopet naleteli na temo, o kateri smo že govorili. Namreč verjetno ste zasledili tudi vi, da okrog velike nagrade Miamija se je zopet pojavilo ime Michaela Andretija. Na spletni strani Race Fans smo lahko 10. maja prebrali članek, kako v Formuli 1 ne želijo 11. ekipe. Namreč zadeva je predvsem finančne narave. Med prvih 10 ekip se razdelijo sredstva, ki jih pridobijo s prodajo televizijskih pravic. Kolikor bi imeli 11 ekip, ena seveda ostala brez denarja. In zato tudi ekipe Formule 1 ne želijo novincev. Kdo pa ve, koga bo izbrala nesreča in bo v naslednjem obdobju ostal brez denarja. Zato je bolje tako. Kolikokrat smo lahko prebrali, ko bi bila potencialno nova ekipa Michaela Andretija dobrodošla v Formuli 1.
Konec koncev, sam menim, da gre več ali manj za politično korektnost. In to menim, da v tem primeru ni pošteno. Treba je povedati, kako se stvarem streže. Ukolikor bi Michael Andretti kupil eno izmed 10 obstojočih ekip, ne bi imel nihče nič proti. Ampak, ukolikor bi si želel vstopiti z 11, bi verjetno naletel na marsikatero oviro. Podobna zgodba kot z fantomatičnimi ameriškimi vozniki. Koliko zgodb smo slišali o Hurti, ki pa seveda bo imel tečaj pri McLarenu, ampak imel bo eno veliko oviro pred vstopom v svet Formule 1. Imenuje se superlicenca. Zaenkrat po mojih podatkih nima dovolj točk, čeprav ga mnogi že posedajo na razne sedeže. Ampak pustimo jim veselje in seveda bodimo pozorni na meni osebno izjemno osovraženo politično korektnost, kjer se seveda negativni odgovor tako zapakira, da izgleda že pritrdilno. V tretjem sklopu se bomo ustavili ob kratki novički, objavljeni 11. maja na spletni strani RaceFans. Uspehi Aleksandra Albona niso toliko plod bolida ekipe Williams kot njihovega strateškega pogleda na samo dirko. Res vidimo, da je v letošnji sezoni že dvakrat prišel do točke in zmeraj z nekakšnim strateškim presenečenjem, ko se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu. In to je ena izmed tistih zadev, na katero mi navdušenci postokrat pozabimo. Vidimo samo tiste razvrstitve, tiste jakostne lestvice, kjer lahko sklepamo, kdo je hitrejši, kdo pa ne, in nikoli se ne zamislimo, da oni počasnejši bi lahko imeli nekega drugega asa v rokavu. In sedaj pri Williamsu as v rokavu ni samo Alexander Albon, temveč tudi njihova volja do zmage. In za ekipo, kot je Williams, so točke v tem trenutku enake zmagi. In treba je priznati nekaj. Kljub vsemu jih dosegajo, kar je presenetljivo dober rezultat, glede na formo, ki jo kažejo. In od njih se po mojem osebnem mnenju bi moral marsikdo tudi kaj naučiti. In govorim v tem trenutku naprimer o ekipi Haas in mogoče še o ekipi Aston Martin. A o tem tudi malček več v nadaljevanju v našem zadnjem četrtem sklopu. Na začetku četrtega sklopa sem pa vsem vam dolžan opravičilo. Prišlo je do napake v komentarju velike nagrade Miamija. Vrstni red na koncu ni bil tisti, ki sem vam ga pokazal. Vse izhaja iz članka, ki je bil objavljen 10. maja na uradni spletni strani Formule 1. V njem Fernando Alonso nekako prizna svojo napako, ki ga je stala mesta med dobitniki točk. O točki smo govorili, da sta oba voznika ekipe Alpine prišla v prvo deseterico. Tako Fernando Alonso kot Daniel Ricciardo sta bila kaznovana. In seveda Alexander Albon je prišel mesto više, osvojil 2 točki, Lance Stroll je pa prišel v deseterico ter osvojil 1 točko. Sedaj bo marsikdo izmed vas dejal, pa kaj. Važno je, da oni na zmagovalnem odru so pravi. Ni res. Vsaka sprememba je važna in vsaka točka šteje, vsaj takšen je moj pristop. A verjetno marsikdo izmed vas, ki ima rad Formulo 1, ki sledi novicam, tega sploh ni opazil, ker je večina virov, večina avtorjev to dobesedno pozabila. Dogaja se, tako v tujih kot tudi v domačih virih, da imajo objavljeno stari končni vrstni red in izjavo Fernanda Alonsa, ki se kesa za svoja dejanja, kar v bistvu ne gre skupaj.
vidimo še mnogo drugih, še bolj kaotičnih primerov, kjer imamo res, naprimer, Aleksandra Albona na 9. mestu, ampak na 10. mestu ni Strola, ker je šlo za dve različni epizodi. Ampak ni važno. Važno je, da dokončni vrstni red je tisti, ki ga objavi FIA. Ampak paradoksalno je to, da so ga vsi nekako pometli pod preprogo, kot da se to v resnici ne bi zgodilo. Nekje posredno se omenja v nekakšnih člankih, če bi kdo opazil, da bi lahko dejali, no ja, saj res, poglej tam spodaj levo, saj smo omenili. V bistvu menim, da priznati svoje napake in se za njih opravičiti ni nič takega. Ampak izgleda, da je to za mnoge bolj institucionalne vire, kot je ta moj ubogi kanal, v resnici velika težava. Vsi mi se motimo, ampak treba je napako priznati, se za njo opravičiti, popraviti škodo, kolikor je do nje prišlo, in iti dalje. Menim, da v današnjem času je to malodane redkost. Nažalost, tudi zato pride do raznih kaotičnih situacij, kjer v resnici ne vemo, kaj se je zgodilo, kajti prebiramo določene prispevke, ki navajajo napačne podatke. Danes, tokrat nič kaj takega, malenkost, ampak kdo ve, kaj se bo lahko zgodilo v prihodnosti. Kot ste razumeli, to je tudi zadnji sklop tega hitrega komentarja. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.